Dobrodošli, spoštovani vlagatelji, pred nami pregled dogajanja na Ljubljanski borzi in tudi na svetovnih borzah v drugem letošnjem četrtletju. Moje ime je Tomaž, dogodek bo trajal dobrih 30 minut in za začetek samo nekaj iztočnic. Kaj je v ozadju oživitve trgovanja na Ljubljanski borzi? Ali imamo novega nosilca rumene majice? Se delničarska kultura v Sloveniji končno približuje razvitim trgom? In kakšni so makroekonomski trendi v svetu, ter ali se navdušenje nad UI delnicami ohlaja? Pozneje bom predstavil tudi svoja gosta, najprej pa bomo preverili, kaj se je v prvem oziroma drugem četrtletju, pravzaprav kar v obeh, ker bom govoril tudi o prvem polletju, dogajalo na Ljubljanski borzi. Torej, čas je, da pogledamo, kaj se je dogajalo od začetka aprila do konca junija. Najprej nas seveda zanima gibanje tržne kapitalizacije. Trenutno z vsemi papirji na Ljubljanski borzi za 50,9 milijarde evrov tržne kapitalizacije, od tega obveznice slabih 39 milijard in delnice 11,49 milijarde evrov. Za primerjavo, konec lanskega leta je bilo skupne tržne kapitalizacije za 45 milijard, zdaj torej 50,9. Po posameznih segmentih seveda prevladujejo delnice, skupaj v prvi in standardni kotaciji dobrih 95%. Ta delež se je glede na prvo četrtletje nekoliko povečal, takrat je bil delež približno 90%, zdaj torej 95%. In sicer predvsem na račun zakladnih menic, kjer se je delež prometa znižal 7,1% v prvem četrtletju na 2,7% v drugem četrtletju. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v drugem četrtletju znašal 122 milijonov evrov in je v primerjavi z drugim četrtletjem lani višji kar za 50%. Povprečni dnevni promet znaša 2 milijona evrov, vključeni so tudi svežnji. Primerjava, lani povprečen dnevni promet 1,4 milijona evrov. Če pogledamo promet po posameznih borznih članih, še vedno prevladujoč približno četrtinski delež dosega Intercapital, je pa na drugo mesto pred PKS banko skočila družba Wood & Company. Najprometnejše ostajajo delnice Krke, vendar za las. Prej sem rekel, da bomo pogledali, kdo ima še rumeno majico na Ljubljanski borzi, glede na to, da zdaj poteka dirka po Franciji in lahko vsaj po prometu še rečemo, da jo ima Krka, vendar zelo, zelo blizu so delnice Nove Ljubljanske banke, ki pa so porasti, ampak o tem več pozneje, pred Krko. Z vsako od omenjenih delnic, torej tako s Krko kot z NLB-jem, približno 35% celotnega prometa, kar je seveda prevladujoč delež, na tretjem mestu Petrol 7% deležem v prometu v drugem četrtletju. Poglejmo, katere delnice so bile tiste, ki so najbolj pridobivale v drugem četrtletju. Spet so to delnice Nove Ljubljanske banke, že v prvem četrtletju so porasle za skorajda 30% in rast nadaljevale tudi v drugem četrtletju, kot lahko vidimo, torej dobrih 15% rast tečaja, seveda vse to brez upoštevanja dividend. Luka Koper na drugem mestu z 10% rastjo, sledijo pa Petrol, Equinox iz standardne kotacije in tudi Krka, ki je imela predvsem v mesecu juniju visoko rast. Bolj malo poražencev imamo, še tukaj gre le za pravzaprav minimalne izgube, pri Salusu dobre 3%, zavarovalnica Triglav kot edina delnica iz prve kotacije, ki je izgubila nekaj malega. Slovenski delniški trg oziroma Ljubljanska borza odlično tudi v primerjavi s sorodnimi oziroma regijskimi indeksi, povsod smo torej pri vrhu. Letos je
SBI top porasel že za 26%, to je največ po letu 2007, torej najboljše prvo polletje imamo po letu 2007, takrat so šle delnice oziroma indeks je šel celo za 54% navzgor, vemo, kako se je končalo in kakšne špekulacije so bile v ozadju, upam si seveda trditi, da je tokratna rast na veliko bolj zdravih temeljih. Samo v drugem četrtletju je SBI top porasel za 8%, poprečni PE trenutno 9,1, dividendna donosnost 6,5, kar je jasno zelo privlačno, o tem bomo še kaj povedali pozneje. Če pa upoštevamo rast indeksa Total Return, torej indeksa, ki upošteva tudi dividende, potem je letošnja rast indeksa SBI Total Return 29%, samo v drugem četrtletju pa 10%. Vsekakor lepo tudi z nekaterimi razvitimi borzami ali celo z največjo borzo, torej z Wall Streetom, kjer je Dow Jones na primer letos le za 4% v plusu, v drugem četrtletju pa je izgubil 1%, je pa res, da je indeks Nasdaq pridobil že 18% letos. Poglejmo še posamezne delnice v prvi kotaciji. Nova Ljubljanska banka, torej letošnja rast že plus 49%, s 85 na 126,5 evrov je šel tečaj. Tržna kapitalizacija Nove Ljubljanske banke zdaj dosega že 2,5 milijarde, še vedno pa delnice, vsaj glede na poslovanje družbe, vemo, lani kar 550 milijonov evrov dobička, veljajo za ugodno vrednotene v regiji in tudi sicer PE znaša približno 4,4. Torej, tržna kapitalizacija 2,5 milijarde, pred dnevi tudi izplačilo drugega dela, oziroma prvega dela dividende, 5,5 evrov, drugi del sledi konec leta. Zanimivo, da se delnica tudi po izplačilu dividende ni kaj dosti pocenila, vsekakor manj kot je znašala dividenda, nekakšen fenomen presečnih datumov, ko delnica ne pade za toliko, kot je znašala dividenda. Vemo, da ima NLB visoke načrte, do leta 2030 želi ustvariti 1 milijardo evrov dobička, bilančna vsota naj bi se povzpela na 50 milijard. Če bo seveda res sledila tem ciljem, potem lahko pričakujemo še nadaljnjo rast delnic, če pa se bo kaj zalomilo, če bo morda celo kakšna kriza, vemo, da so seveda zdaj razmere za banke zelo ugodne, lepe obrestne marže so, torej če se tukaj kaj zalomi, gre lahko tudi tečaj precej nižje in konec koncev NLB priložnosti išče zdaj povsod v jugovzhodni Evropi, tudi na Hrvaškem. Pozavarovalnica Sava, tudi visoka rast, na primer v zadnjem letu, torej od lanskega julija do letošnjega julija, plus 36%, zdaj če gledamo samo drugo letošnje četrtletje, skoraj 4% rast, 30 milijonov evrov čistega dobička v prvem kvartalu je seveda lep dosežek za pozavarovalnico Savo, to je 48% rast dobička v primerjavi z zadnjim lanskim letom, dividenda, oziroma z prvim lanskim četrtletjem. Dividenda 1,75 evra, tudi 10% rast glede na lani, izplačana je bila 12. junija. Tu imamo še zavarovalnico Triglav, nekaj malega se je delnica pocenila v drugem četrtletju, 1,75 bruto dividende, izplačana sredi junija. Spodbudno prvo 3 mesece je imela zavarovalnica Triglav in 36,6 milijona evrov dobička, to je 154% rast glede na isto lansko četrtletje. Skratka, letošnje leto naj bi bilo ugodnejše kot lansko. Cinkarna Celje, tule plus 3,7% rast tečaja v drugem četrtletju. No, je pa seveda treba tule reči, da je podjetje letos že izplačalo lepo dividendo na začetku leta 3,2 evra in pa pred dnevi 0,9 evra. In če zdaj upoštevamo vse te dividende in še rast tečaja, letos plus 17%, Cinkarna Celje, torej ki seveda deluje v zelo ciklični panogi, manjše povpraševanje po titanovem dioksidu vpliva seveda na nižji dobiček, ampak nekako pričakujejo vendarle boljše drugo četrtletje in tudi preostanek leta. Petrolov tečaj je letos porasel za 8%, dobiček je še naprej pod vplivom vladne regulacije cen energentov, dividenda sicer 1,80 evra, izplačana 2. avgusta. Še dve delnici sta nam ostali, to sta Luka Koper, letos
oziroma v drugem četrtletju 10% rast tečajev, pred dnevi tudi potrjena dividenda 2 evra, izplačilo dividende bo 30. avgusta, lani je bila dividenda mimogrede 2,5 evra, je pa v prvem četrtletju Lukin dobiček nazadoval za 7%, predvsem zaradi razmer na Bližnjem vzhodu oziroma v Rdečem morju, kar je povzročilo nižji ladijski pretovor. Telekomove delnice so se v drugem četrtletju podražile za 3,5%, letos 6,20 evrov dividende v dveh delih, gre seveda za dobiček še iz leta 2022, prvi del že izplačan marca, drugi del bo 23. avgusta, je pa dobiček iz poslovanja EBIT v prvem četrtletju porasel za 31%, čisti dobiček pa je bil z 12 milijoni evrov višji za 48%. To so torej posamezne delnice. Zdaj pa bi zelo lepo pozdravil že oba gosta, ki bosta tudi malo pokomentirala dogajanje na Ljubljanski borzi in tudi širše. To sta borzni posrednik pri Novi KBM Tomi Apolonio in upravljavec premoženja pri NLB skladih Rok Vrčkovnik. Dobrodošla. Dober dan. Ja, dober dan. Ja, kot smo slišali v moji uvodni predstavitvi, je že nekaj časa opaziti bikovski trend na Ljubljanski borzi, kar je tudi posledica večjega zanimanja domačih vlagateljev. Rok, ali se Slovenci morda počasi prebujamo in le ugotavljamo, da je treba denar vsaj delno iz bančnih depozitov preseliti v delnice, ali pa smo vendarle še daleč od nekih normalnih gibanj, ki veljajo v zahodni Evropi? No, mimogrede, tudi če pogledamo sveže podatke v slovenskih vzajemnih skladih, tam je za 5,45 milijarde evrov sredstev, kar je 26,6% letna rast. Ampak še vedno je delež prihrankov v delniških naložbah nizek. Torej, Rok, kakšen je tvoj komentar? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, če pogledamo to strukturo prihrankov Slovencev, ni optimalna, ne? Veliko imamo še zmeraj denarja v depozitih oziroma na banki, premalo imamo pa delnic oziroma delniških skladov ali pa obveznic pa obvezniških skladov. Zdaj, delež nepremičnin je višji, kakor na primer v neki zahodni Evropi, kar pa mogoče niti ni nujno tako slabo, ker so tudi nepremičnine v zadnjem obdobju pridobivale, ampak to je lahko zdaj neka tema za drug webinar. Jaz sem načeloma zagovornik takega pristopa, da seveda ob posameznikovi sposobnosti, da se del plače vsak mesec nameni za delniške naložbe, zato ker so se tudi v zadnjem obdobju, v tem obdobju povišane inflacije od leta 2021 dalje, so se delnice izkazale za najboljši hedge proti inflaciji oziroma ščit proti inflaciji. Poleg tega pa izmed vseh teh naložbenih razredov predstavljajo najvišjo dolgoročno pričakovano donosnost. In zdaj, če pogledamo teh 27 milijard evrov vlog, ali koliko jih imamo na bankah, pa veliko izmed teh je še zmeraj neobrestovanih. To je problem, problem v padcu kupne moči. Zdaj, če imam jaz 5000 evrov na banki danes, pa pogledamo po stanje čez 2 leti, ok, še zmeraj bom imel 5000 evrov na banki, pa neke minimalne obresti, ki dobim zraven, ampak čez 2 leti si bom lahko s temi 5000 evri privoščil manj stvari, kot bi si jih lahko danes. In ta problem upada kupne moči, mogoče pred letom 2021, pred začetkom te inflacije, ni bil toliko opazen, zato ker takrat smo se v Evropi nasplošno soočali bolj s problemom deflacije, kot pa inflacije. Ampak ja, potem je pa prišel COVID, pa zastoji v dobavnih verigah, pa tista visoka inflacija, ki se očuti še danes, in kupna moč je padla. Tako da zdaj pa je ta problem bolj očiten. Delnice so pa to rast nadoknadile vmes. In zdaj pa, če se mogoče še vrnem na to, kar si rekel, 5,5 milijarde evrov sredstev v vzajemnih skladih, to je sigurno pozitiven podatek. Del te rasti je sigurno posledica rasti cen delnic, del so pa tudi nova vplačila, se pravi nova neto vplačila vlagateljev. Tudi mi na skladih opažamo, da je zanimanje za delnic več v zadnjem obdobju, pomagajo pa tudi sigurno taki webinarji oziroma izobraževanja vlagateljev ali pa razni članki. Tako da lahko rečem, da je opazno neko izboljšanje, ampak nismo pa še na takih procentih ali pa na takih številkah, kot v zahodni Evropi.
Tomi, makroekonomsko okolje se zdi še vedno prijazno, ne, kljub nekaterim črnim napovedim. Evropska centralna banka je začela junija zniževati obrestno mero, FED še čaka, ne vemo, to septembra, morda celo pozneje. Kaj je pričakovati pri denarni politiki na obeh straneh Atlantika in kdaj bi mogoče lahko dosegli ciljno 2% inflacijo? Danes podatek za evrsko inflacijo 2,5 %, ne. Finančna ministrica ZDA Janet Yellen pravi, da bi že prihodnje leto lahko videli 2% inflacijo. Kakšno so tvoja pričakovanja? Ja, torej danes je bila objavljena 2,5, s tem, da je bilo opozorilo, da pri storitvah je inflacija še zmeraj 4%. Ta v bistvu nas vleče gor. Tudi v Ameriki smo pod 3%. Mislim, da glede nižanja obrestnih mer, kakor govorijo swapi trenutno, kaže, da v Evropi morda do konca leta 2 znižanja, v Ameriki 1 znižanje. Bodo pa obe centralni banki zelo pozorni na trg dela, kaj se bo tam dogajalo. Tako da, če se bojo tam podatki začeli poslabševati, potem bojo enostavno morali začeti razmišljati tudi v Ameriki o zniževanju obrestnih mer, ker se podjetja, sploh mala in srednja, zdaj seveda zadolžujejo bistveno dražje, kot so se 3, 4, 5 let nazaj. In to bo imelo posledico na trg dela. Sama inflacija pa, ja, jaz bi rekel prej drugo leto kot letos, absolutno. Higher for longer je trenutno še zmeraj popularno, ampak vse je odvisno od trga dela. Ja, tudi super volilno leto imamo, ne, tudi to naj bi vplivalo na tečaje. Francoske volitve, prvi krog, skrajno desni nacionalni zbor je dobil nekaj več kot 33% glasov, ampak vseeno, vsaj včeraj 1% rast v Parizu. Bi lahko Francija kakorkoli vplivala na dogajanje, je tu pričakovati kakšen dodaten preplah, pa mogoče tudi, če pokomentiraš novembrske ameriške volitve, se kaže na zmago Donalda Trumpa. Ja, zdaj, če začneva pri Franciji, dejansko od vrha je padlo 8%, je padel francoski indeks, včeraj je bil en popravek za kakšen procent navzgor, danes smo spet navzdol. Spredi, torej razlike med francoskimi pa nemškimi obveznicami se je močno povečala, bila najvišja v zadnjih 10 letih, zdaj se to znižuje, še zmeraj pa ni dosegala najnižjih ravni. Tako, pod črto bi rekli, ja, Francijo bojo bolj spremljali z večjimi pribitki na dolžniške vrednostne papirje, bojo pa zelo pozorni, kaj se bo dogajalo z njihovim primanjkljajem v proračunu. Vsi so zadolženi 111% svojega BDP-ja. In zelo podobna zgodba je s Trumpom v Ameriki, ne? Kakšna bo finančna disciplina, kako bo s proračunom, bom rekel, s primanjkljajem, s tem klifom, ki ga vedno znova potem povečujejo in se dogovarjajo. Tako da iz tega naslova se je že videlo, ne, da so se, bom rekel, donosi zakladnih menic majčkeno povečali, ko se je ocenilo, da Trump ima zdaj še več šans po zadnji debati in ja, skrbi jih inflacija, ne, 16 Nobelovcev z ekonomsko nagrado, ne, je opozarjalo ravno pred tem, ne, da če pride do Trumpa, da potem bo zanimivo, kaj se bo dogajalo z inflacijo. Ja, ZDA in pravzaprav v svet, Rok, se vseeno še vedno zelo uspešno izogibajo recesiji. Tudi to je seveda eden od razlogov, da so delniški indeksi na rekordih ali pa saj blizu. Pričakuješ v bližnji prihodnosti kakšno negativno presenečenje? In tudi sicer me zanima, kaj misliš, da je trenutno največje tveganje za lastnike delniških naložb? Je to inflacija, so to centralne banke, ki lahko še morda celo dvignajo obrestne mere, ne spustijo? Recesija, geopolitična napetost? Kaj je tisto, česar se moramo najbolj bati? Ja, zdaj statistično gledano, če gledamo skozi zgodovino, se zgodi korekcija v višini 10 do 20% na vsaki 2 leti. Zdaj, kdaj bo prišlo do naslednje korekcije ali pa do neke večje recesije, je nehvaležno napovedovati, ker noben točno ne ve. Ampak zdaj pa, če pogledamo neke faktorje, krivulje donosnosti ameriških državnih obveznic, pa tudi nekaterih državnih obveznic evropskih držav, je še zmeraj inverzna, kar pomeni, da kratkoročne obveznice prinašajo višje donose kot dolgoročne obveznice. In ta pojav, ta inverzna krivulja je nekako v preteklosti praviloma nakazovala na prihod recesije. Zdaj, do recesije še ni prišlo, čeprav je krivulja inverzna že kar nekaj časa,
ampak vsem se pa ob temu umirjanju inflacije se ohlaja tudi gospodarstvo. Zdaj, to mi se je tudi malo dotaknil že tega ameriškega potrošnika, načeloma pa trga dela. Načeloma je ameriški potrošnik še zmeraj v solidni kondiciji, brezposelnost znaša trenutno 4%, je sicer malo višja v zadnjih mesecih, ampak zgodovinsko gledano so to še zmeraj nizki nivoji. Potem tudi zahtevki za nadomestilo v primeru brezposelnosti so šli v letošnjem letu nekoliko gor, ampak še zmeraj ni to neka taka rast. Tako da bi rekel, da tistemu najrevnejšemu sloju prebivalstva so se povečale nekako neplačila tudi pri kreditnih karticah in tak potrošnik najbolj občuti te visoke obrestne mere. Zdaj nek poprečen ali pa nadpoprečen potrošnik, ki je imel tudi nekaj prihrankov v nepremičninah ali pa v delnicah oziroma podobnih naložbenih razredih, temu se je pa premoženje tudi malo povečalo ob vsej tej rasti v zadnjem obdobju. Tako da trenutno ob odsotnosti nekih zunanjih nepredvidljivih šokov ali pa dogodkov tudi na kapitalskih trgih ne pričakujem neke hujše recesije, a ne, tudi če pride do recesije, ne pričakujem, da bi bila to huda oblika recesije, ampak vsem druga tveganja, inflacija mislim, da se umirja, so pa prisotna vsem neka geopolitična tveganja, ne. To zna mogoče tudi v primeru zaostrovanja, ne vem, rusko-ukrajinske vojne ali pa konflikta na Bližnjem vzhodu, to zna mogoče zatresti borze, ali pa tudi, če pride do kakšnega novega, naprimer, konflikta v smislu Kitajska-Tajvan ali pa kaj podobnega, to zna potem vplivati na borze. Drugače pa tveganja, lahko tudi omenim, ko smo prej govorili še o volitvah, tudi volitve, a ne, če pride do kakšnega neugodnega izida ali pa če pride do kakšnega nepričakovanega izida, ki ga trgi niso pričakovali, to lahko pol za neko krajšo ali pa srednjeročno obdobje prinese neko dodatno volatilnost ali pa neko negotovost na trge. To mi že več kot leto in pol je opazno navdušenje nad UI delnicami, ne, tukaj je seveda Nvidia predvsem zelo izpostavljena, pravzaprav pravijo, da samo te delnice poganjajo rast ameriškega trga. Nekaj popravka je zdaj bilo v zadnjih dneh pri Nvidii konkretno, oziroma na tem trgu čipov. Ali meniš, da je šel ta trg enostavno previsoko in da težko pričakujemo nadaljnjo rast, pa če mogoče lahko se govori tudi o kakšni večji možnosti popravka navzdol, resnega, ne, kar bi potegnilo seveda cel trg potem dol. Ja, dejansko v S&P-ju ima tehnologija že 33%, še nikoli ni imela toliko. Zdaj, če se dotaknemo prav Nvidie, ne, ki je zrasla za 155% že letos, malo je k temu pripomogel tudi tale split, ne, razdelitev delnice 1:10, pa vendar, bom rekel, 26 milijard prihodkov lani, letos naj bi bilo 60, drugo leto 120 milijard, margin 50%, dobiček na delnico iz 0,33 lani na 1,72 letos na 2,72 drug let, ne, to je strahotna rast. Pa vendar, ne, če pogledamo pa razmerje med tržno ceno pa dobičkom na delnico, smo trenutno na 45-kratniku dobička za naslednje leto, 72-kratniku za letos, tako da vprašanje je, od kje, zakaj, kako, ne, vidi, da jo toliko vrednoti trg. Dejstvo je, da Nvidia dejansko je prehitela in Intel in AMD z svojimi čipi, sploh za tem novim, ki v bistvu ga so šele začeli prodajati Blackwellom na eni strani, na drugi strani pa ustvarili so en svoj super ekosistem za poganjanje te umetne inteligence oziroma programiranje in razvoj. In ravno danes je bil podatek, da Francija jih bo že začela preiskovati zaradi, bi rekel, monopolnega položaja na tem področju, ne. Ker enostavno ostali ne morejo priti zraven. Tako da tale zgodba se je šele začela in bo še zelo pestra. A bojo večji popravki navzdol? Jaz mislim, da ja, korekcije sigurno bojo, ne bojo pa popravki v smislu padla bo na polovico. To pa mislim, da ne. Ni to taka zgodba kot Cisco recimo pred 25 leti. Rok, vidiš še to možnost, da se nadaljuje to UI navdušenje, ali je to tudi kakšna past, v katero se lahko danes ujamejo vlagatelji?
Ja, se tudi tukaj bi še dodal kot eno zanimivost, mislim, da v lanskem zadnjem četrtletju, da je cena delnice Nvidie rasla počasneje, kot so pa rasli dobički, na delnico, tako za eno zanimivost. Tako da za ta podjetja, ko so najbolj vpeta v to umetno inteligenco, mislim, da so glede na trenutne rezultate, ko so bile tudi v prvem četrtletju zelo dobri rezultati, da so primerno vrednotena, da ni še nekega tega babla. Tudi če se ozremo na prelom tisočletja, takrat smo imeli ta dotcom bubble v letu, mislim, pok tega balona v letu 2000, takrat so bile bilance podjetij slabše, danes je zadolženost podjetij nižja, imajo bolj močne bilance, več denarnih sredstev presežnih in te lahko tudi plasirajo v ameriške državne obveznice, v zelo varne inštrumente in tudi tukaj dobijo zelo visoke obrestne mere. To se pa spet navezuje na tisto, kar sem prej govoril, na inverzno krivuljo. Se pravi, tudi te kratkoročni donosi so lahko zelo visoki. Tako da ja, iz tega vidika jaz ne bi primerjal tega, rečemo, balona ali pa nastajanja balona s tistim v letu 2000. Če se preselimo kar na ljubljansko borzo, SBI Top letos plus 26%. Rok, kako komentiraš to rast, morda celo malo presenetljivo visoka, in kam se naš trg uvršča v primerjavi s preostalimi borzami, ker se mi zdi, da smo kar visoko, ne, na tej lestvici. Ja, tako ja. Slovenski trg je majhen, pa ima svoje specifike, ampak v letošnjem letu zelo visoke donosnosti, tako kot si omenil že v tej začetni predstavitvi. Je pa treba tukaj poudariti, da imajo 3 podjetja, to so Krka, NLB, Petrol, imajo skupaj v tem indeksu SBI Top, imajo približno 70% utež. Tako da gibanje tega, ali pa donosnost tega indeksa je zelo odvisna od gibanja cen teh 3 delnic. Ampak sicer pa, če tako nasplošno povem, slovenska podjetja na Ljubljanski borzi, njihovo poslovanje je stabilno in profitabilno, tudi zadolženost je nizka, oziroma nekako bolj konzervativna, kakor če primerjamo z evropskimi ali pa svetovnimi konkurenti. Tako da ja, posledično tudi dividendna donosnost dobra. Ja, opazna je tudi rast prometa. Tomi, v prvem polletju je bilo prometa za 55% več kot v istem lanskem obdobju. Se ti zdi, da se vračajo morda mali vlagatelji, ali pa je to bolj posledica večjega zanimanja na institucionalnih vlagateljev in tudi tujcev? No, tako, če lahko malo primerjaš, koliko recimo Slovenci po deležu vlaganja prihrankov v delnice tudi zaostajamo za razvito Evropo, čeprav smo nekaj o tem že govorili, ne? Ja, zdaj jaz imam podatke Evropskega združenja družb za upravljanje. Tam so delali analizo za zadnje 3 leta in so ugotovili, da v Evropi nekje 6% prihrankov gospodinjstev je v delnicah, v Sloveniji 4%, na drugi strani je pa v depozitih 41% prihrankov gospodinjstev, 73% pa v Sloveniji. Če govorimo za dolžniške papirje, v Evropi vsaj 2% svojih prihrankov dajo gospodinjstva v, bi rekel, obveznice, v Sloveniji 0,2%. No in tle vidimo, bi rekel, en kar tak velik potencial, tako da v novi KBM smo se odločili, da smo vzdrževalci likvidnosti za slovenske tako obveznice kot zakladne menice na Ljubljanski borzi, aktivni tudi na primarnih aukcijah, in mislim, da ta segment ima še kar velik potencial. Na drugi strani bi pa rekel, mislim, da pozitivno je, da slovenski izdajatelji, sploh največji, se odločajo tudi za tuje konference analitikov, da se tam predstavljajo, in to je samo pozitivno, da se širi teh, bi rekel, nabor vlagateljev, povečuje likvidnost in tudi, da potem enkrat nam končno uspe to, kar si želimo, da bi bili emerging market, trg v razvoju. To je tudi napisano v vladni strategiji razvoja slovenskega kapitalskega trga. Upamo, da nam to uspe do leta 2030. Zdaj smo kar na dobri poti. Rok, če se lotimo še malo posameznih delnic v prvem polletju, največ prometa z delnicami Krke in NLB-ja. Seveda, predvsem pri NLB-ju sta glavna razloga za rast visok dobiček, lepa dividenda. Delnice so v primerjavi s sorodnimi bankami, kot sem že prej rekel, še vedno ugodno vrednotene. No, tudi pri Krki pozitiven trend, predvsem v juniju, bo pa Krka že čez dobra
dobra 2 tedna predstavila rezultate poslovanja v prvem polletju. Očitno ostaja Krka nekakšna ljudska delnica za številne Slovence, ne? In treba je priznati, da za zdaj kar upravičuje svojo vlogo. Šel sem računati, zadnjih 25 let je povprečna letna rast tečaja, samo tečaja, brez dividend 8%, kar mislim, da je zelo lepa številka, ne? Ja, to je zelo lepa številka, se strinjam. Krka je eno izmed vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v Evropi. Ima dolgo tradicijo, stabilno poslovanje, nizko zadolženost in v bistvu vsa ta leta konstantno izboljšuje rezultate in tudi konstantno povečuje dividendo. Lani je znašala ta dividenda 6,6 evra, za letos je pa predlog, ki bo predvidoma naslednji teden na skupščini potrjen, je pa 7,5 evra bruto na delnico. In to glede na trenutne cene pomeni več kot 5% dividendna donosnost, tako da to je sigurno zelo lepa številka. Tako da Krka je prisotna globalno, ima razpršeno poslovanje, je nizko zadolžena. Njen največji posamični trg je pa Rusija in tukaj je mogoče prisotno neko visoko geopolitično tveganje. Tudi na rezultate Krke lahko v veliki meri vplivajo tečajne razlike, se pravi zaradi ruskega rubla. In zdaj sem šel pogledat, v drugem četrtletju letošnjem je rubelj napram evru pridobil par odstotkov, tako da bo zanimivo slišati naslednji teden na skupščini, kako bo to vplivalo na rezultate, ampak jaz pričakujem rezultate nekako skladno z napovedmi, no. Mislim, da so rekli, da bo podoben dobiček, ne, celoleten, kot je bil lani, ne? Ja. Tomi, morda še to, ne, da Krka je edino slovensko podjetje, ki že 25 let zapored zvišuje dividendo, torej dividendni aristokrat. Kako pa bi jo ti, Tomi, primerjal s sorodnimi podjetji? Jaz sem šel pogledati Sandoz. Sandoz trenutno kotira pri 13-kratniku dobička na delnico, Krka pri 11,6-kratniku. Najvišja cena Krke je bila pa, mislim, da 142,5 in najvišji, bi rekel, tale kazalnik je bil 13,66 pri Krki. Če bi gledali nek poprečen pričakovan dobiček letos, je to cena 142,6. Tako da nekje tam je trenutno se kazal kot nek plafon, ampak mislim, da dosti bo odvisno od tega, kakšne dobičke bojo letos dosegali, glede na to, kot je rekel že Rok, da rubelj in gre v pravo smer, se pustimo pozitivno presenetiti. Rok, Petrolov dobiček je še vedno pod vplivom nizkih marž, na katere ima seveda velik vpliv država, ampak vseeno Petrol za letos načrtuje kar lep dobiček, 156,5 milijonov. Misliš, da bi lahko dosegel ta cilj? Ja, v Petrolu tudi pišejo novo strategijo, se pravi do leta 2030. So pa omenili, pa tudi na skupščini so povedali, da so mogli zaradi teh marž, problematičnih, ki jim je vlada tudi konec lanskega leta še znižala marže, so mogli vseeno nekako znižati investicije oziroma naložbe. Tako da, ampak to so tako vedeli že pri teh napovedih, tako da jaz ne vidim nekega posebnega razloga, zakaj jim ne bi uspeli doseči tega rezultata. Ampak so pa še enkrat več poudarjali problem teh marž in mislim, da imajo med najnižjimi, se pravi glede teh marž so med najnižjimi v regiji oziroma ne vem, če nimajo celo najnižjih marž v tej regiji. Še eno vprašanje sodelujočih, vabljeni seveda, da postavljate vprašanja. Blaž Abe sprašuje, vidimo rekorde NLB-ja, Krke, Save, pa tudi najvišje vrednosti po balonu iz leta 2007, seveda, če govorimo o samem indeksu. Tomi, kako daleč smo od pregrevanja, pravi Blaž? Jaz mislim, da zadeve niso pregrete, ker je pač poslovanje danes ali pa takrat bistveno drugačno. Toliko višji prihodki, dobički, poslovni modeli, ki se zasledujejo. Tako da jaz bi prej rekel, da se priključujemo ostalim trgom v razvoju. Če pokomentiraš še malo Telekomove delnice, kar lepo so se podražile letos, je to predvsem posledica dobrih rezultatov, v prvem četrtletju za 4% več prihodkov kot lani, čisti dobiček dobrih 12 milijonov evrov, to je plus 48%.
Mislim, da če bojo dosegli dobiček tam med 45 pa 50 milijonov, potem je ta cena upravičljiva. Jaz sem gledal zgodovinsko, so med 8-kratnikom pa 12-kratnikom dobička na delnico, se giblje njihova cena, to je med 60 pa 90 evri, mislim, da smo pa zdaj lih nekje na 72 evrih. Tako da človek bi rekel in line v angleščini. Tako, Rok, pri obeh zavarovalnicah so gibane različna. Delnice Save Re so dražje za skoraj 20% letos. Triglavove so bolj kot ne tam, kjer so bile na začetku leta. Kje je razlog za to? Ja, pri Savi si tudi v tej začetni predstavitvi ti omenil dobro poslovanje. Se pravi, povišali so bruto premije, dobiček, predavki, čisti dobiček. Tudi rekli so, da v prvem letošnjem četrtletju ni bilo večjih škod na pozavarovanju. V lanskem letu so imeli sicer težave tudi zaradi teh poplav pa teh naravnih nesreč, ampak vseeno so presegali rezultat tudi lani. Zdaj za letos napovedujejo oziroma planirajo milijardo evrov, se pravi obsega poslovanja, pa čista donosnost kapitala več kot 10%, dividenda pa tudi, kot si omenil, 1,75 evrov bruto na delnico. Zdaj pa Triglavu je pa mogoče zgodba malo drugačna. Lani so rekli, da so bile te množične škode rekordno, zgodovinsko visoke in to je seveda vplivalo na rezultat. Poleg tega pa, se pravi, to so bile ta poplave pa neurja s točo, ne. In poleg tega je pa na poslovanje Triglava vplivala tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To vemo, da so imele 3 zavarovalnice, se pravi Vzajemna, Generali pa Triglav zdravje. Tako da tudi na tem segmentu Triglava, se pravi na segmentu zdravje, so zabeležili visok padec prihodkov. Je bila pa glih včeraj novica, da so dobili zaradi zamrznitve cen pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, da so dobili odškodnino od države v višini slabih 11 milijonov, tako da tukaj mislim, da je zdaj s tem zgodba zaključena. Na skupščini so tudi rekli, da planirajo letos doseči rezultate. V prvem četrtletju je bil ta obseg bruto premij na podobnem nivoju kot lani, čisti dobiček je bil pa itak že boljši, to si pa tudi ti omenil. To mi še 2 delnici v prvi kotaciji sta nam ostali, to sta Luka in Cinkarna, če lahko še malo to pokomentira, pa morda na kratko še vseeno v standardni kotaciji, kako na primer gledaš na začetek kotacije družbe Relax. No, absolutno pozdravljam. Mislim, da borza ima v planu vsaj 2 kotacije nove na leto. Jaz bi si želel tudi iz področja energetike kakšno delnico na borzi. Kar se tiče Luke, si že ti malo omenil, da pač pretovora je malo manj, zato ker ladjarji grejo ne samo skozi Sueški prekop, ampak tudi okoli Afrike in se vse skupaj malo podaljšuje. Plan so si znižali za leto oziroma so nižjega postavili, pri pretovoru ga ne dosegajo ga pa pri finančnih kazalnikih, ker so pa pač na stroških kar nekaj naredili, tako da se borijo v skladu z makrookoljem oziroma okoljem, v katerem trenutno delajo. Kar se tiče Cinkarne, pa pač novice, ki so pozitivne v smislu, da se ugotavlja, ali gre za dampinške cene pri Kitajcih. Uvedene so tudi začasno za 6 mesecev dodatne dajatve za uvoz titanovega dioksida s Kitajske, kar absolutno pozitivno vpliva na evropske proizvajalce. Pa tudi nekako v zadnjem poročilu je Cinkarna omenila, da se povečuje povpraševanje po tem njihovem glavnem proizvodu in le nazadnje tudi predsednik uprave Cinkarne je kupil delnice Cinkarne. Dober znak, tako počasi končujemo, pol minute še vsakemu za eno vprašanje. Rok, seveda dividendna donosnost na Ljubljanski borzi je pomemben razlog, da vlagatelji pač vstopajo na ta trg, ta znaša dobrih 6%, na zagrebškem trgu je na primer pol nižja. Se ti zdi, da bo ta zgodba še nekaj časa aktualna, torej da lepe dividende niso ogrožene? Ja, se pravi, visoke dividende so sigurno en izmed močnejših argumentov, zakaj kupovati slovenske delnice. Slovenija je zaradi te majhnosti odvisna od evropskega gospodarstva, ampak ja, gospodarstvo se malo hlaja, inflacija se tudi malo merja, ampak vseeno, kot sem že prej omenil, ob odsotnosti nekih nepredvidljivih večjih zunanjih šokov, ne vidim razloga, zakaj ne bi tako ostalo še nekaj časa. Ker tudi
delniški trg je trenutno v dobrem stanju, inflacija se umirja, pričakovano bo ECB, se pravi Evropska centralna banka, bo v prihodnjih mesecih še nižala obrestne mere, tako da bojo pogoji za financiranje podjetij še bolj ugodni, pa že tako so, se pravi, te slovenske delnice ugodno ali pa nizko zadolžene, tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo tako še nekaj časa. To mi čisto na koncu pa še nekaj vseeno v obvezniških trgih. Konec koncev NKBM upravlja vzdrževanje likvidnosti za dober del slovenskih dolžniških papirjev. Se ti zdi, da se mogoče malo obveznice vračajo v modo, več prometa je seveda predvsem na račun ljudske obveznice in komu bi pravzaprav priporočili ta naložbeni segment? Moram reči, da v novi KBM dejansko smo odkrili nov segment investitorjev, ki so zelo konzervativni in ki kupujejo tako zakladne menice kot obveznice do zapadlosti, kar pomeni, da se tržnemu tveganju izognejo in bi rekel, ta krog ljudi, ki seli z depozitov v državne, bi rekel, dolžniške vrednostne papirje svoje sredstva, je vse večji. Tako da, na primer, sam za na konec primer, RS94 trenutno kotira pri ceni 100,9, kar je donos 3,03 do dospelosti, vemo pa, da gre za 3-letno obveznico, ki ima tisti kuponček, da 1000 evrov ni obdavčenih, tako kot pri depozitih. Najlepša hvala. Hvala seveda tudi vsem, ki ste tole spremljali, vsem vlagateljem. Upam, da ste izvedeli za kakšno dobro priložnost, pa da jo boste izkoristili bolje, kot je včeraj Benjamin Šeško v 115 minuti. Malo nas še to boli, moram to omeniti. Seveda, hvala lepa gostoma, Tomi Apolonijo, Nova KBM. Hvala za vabilo. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, Rok Vrčkovnik, torej NLB skladi. Še nekaj bi se rad na koncu seveda zahvalil tudi NLB skladom kot glavnemu podporniku dogodka in Novi KBM za sodelovanje in Cinkarni Celje, ki je letošnji partner Ljubljanske borze pri razvoju kapitalskega trga. Hvala, srečno!